A je potem v redu, da si naredimo recimo, samo en obrok na dan, ali si moramo to razporediti čez cel dan? Ja, mislim, vsekakor bi bila to slaba ideja. In če imamo mi samo en obrok, to pomeni, da bomo pač najverjetneje lačni čez 3, 4, 5, 6 ur in bomo pojedli, kar pač bomo imeli pri roki. In to spet ne bo, zeljna solata s krompirčkom, ampak bo nekaj slano, slatno in masno, nek junk. Najboljša ideja je, da imamo vedno pri roki nekaj, kar nam je slastno. Kako v praksi izgleda zdravo hujšanje, se pravi, da te dobi dovolj vsega, kar potrebuje, ampak obedem pa da ne stradaš? Kaj pa redi je ugljikov hidrat v kombinaciji z maščobo. Se pravi, sladkarije, rensten krompir z ocvirki in tako naprej. Torej imamo vire ugljikovih hidratov, vire beljakovin in pa veliko zelenjave in malo sadja. Živjo in dobrodošli v novi epizodi Špar podcasta Več vem, bolje jem. Danes bomo govorili o temi, ki zanima skorajda vsakogar. O hujšanju. Ampak tukaj ne mislimo tega hitrega hujšanja. Se veste, internetno hujšanje, ki nam z določenimi preparati ali postopki obljublja, da bomo v enem dnevu lahko shujšali do 10 ali 15 kg in niti ne o tistih dietah, ki so tako rigorozne in težke, da obupamo po dnevu ali dveh. Ne, govorili bomo o zdravem hujšanju in o tem, zakaj pri izgubi telesne teže ne gre samo za voljo, ampak tudi za apetit, lakoto, sitost, hormone, spanje, stres in predvsem za to, kako si uredimo obroke in jih sestavimo. Z mano je Mojca Cepuš, certificirana nutricionistka in ustanoviteljica podjetja BeFit, ki že vrsto let dela z ljudmi na področju prehranskih navad in hujšanja. In če si boste po epizodi zaželeli še več konkretnih informacij, jih boste našli na Šparovi spletni strani Več vem, bolje jem. Zdaj pa, Mojca, lep pozdrav, ti si že naša stara znanka in vedno s sabo prineseš eno polno malho dobrih nasvetov in tudi danes pričakujemo, da jih boš kar stresala iz sebe, tako da upam, da ni nobenega pritiska. Nobenega pritiska. To že delam 20 let, tako da mislim, da to temo res dobro poznam. No, super. Zdaj, ko ljudje govorijo o hujšanju, se večinoma na koncu pristane pri krilatici manj, več se gibaj. Se pravi, če ti ni uspelo, očitno nimaš dovolj discipline, ampak verjetno samo hujšanje dejansko ni tako preprosto. Zakaj ni vse odvisno samo od tvoje močne volje? Mislim, preprosto je, ko povemo drugemu, pač manj, več se gibaj, ker to sigurno deluje v teoriji. V praksi pa žal ne. Ljudje si napačno razumemo, tako smo nekako povezani čustveno s svojimi možgani in tako smo ponosni na svoj intelekt in mislimo, da so možgani vsemogočni. Pravzaprav je pa ta racionalni del možganov bolj nov del v našem telesu in so drugi mehanizmi, ki so močnejši. Moramo vedeti, da je hrana, ki nam zdaj škoduje, torej slana, sladka, masna, tista, zaradi katere smo preživeli včasih in da se pravi, smo mi naravno pogojeni, da sežemo po tej hrani. In se pravi, ko smo mi recimo brez obroka ali pa recimo, ko smo čustveno ne najboljše, se vključijo mehanizmi, ki nam govorijo, potrebujem energijo. In telo seveda energijo razume kot sladko, slano in masno in to seveda ni pečen zajček pa borovnice, ampak je to čips, čokoladni namazi, keksi in tako naprej. In zakaj potem tega z voljo ne moramo ustaviti? Zaradi tega, ker je, se pravi, naš DNK se vključi, ki nam govori sladko, slano in masno, potrebuješ, ker ti zmanjkuje energije. Zato, ker je cel naš ustroj namenjen k temu, da nas spodbuja, da jemo čim več te hrane, kajti takšna hrana, ki je okusna, je tudi najverjetneje tista hrana, ki nas ne bo ubila. V pradavnini seveda, se pravi, je verjetno varna in je pač dobra za naše preživetje. In to je močneje kot poletje se bliža, želim imeti manjšo konfekcijsko številko ali pa želim dobro izgledati na plaži ali pa tudi, se pravi, ne želim umreti od infarkta, se pravi, to, kar nam naši možgani sproducirajo, je manj močno kot vse, kar nam govori telo, se pravi, ta naš DNK zapis, naš primarni ustroj, da pač moramo preživeti. Ja, in zdaj, če slediva še malce temu manj, se pravi, a je potem v redu, da si naredimo recimo samo en obrok na dan ali si moramo to razporediti čez cel dan? Ja, mislim, vsekakor bi bila to slaba ideja, ker spet živimo v temu se reče obesogeno okolje, torej živimo v okolju, kjer imamo kalorije na, tako rekoč, se pravi,
na vsakem vogalu, a ne, in kalorija je zelo poceni. In če imamo mi samo en obrok, to pomeni, da bomo pač najverjetneje lačni čez 3, 4, 5, 6 ur in bomo pojedli, kar pač bomo imeli pri roki. In to spet ne bo, ne vem, zeljna solata s krompirčkom, ampak bo nekaj slano, slatno in masno, nek junk. Je pa res, a ne, da 5 obrokov ne moremo reči, da je to absolutno najbolj zdravo za vse ljudi, je pa v procesu hujšanja najboljša metoda, ki preprečuje prenajedanje. Ok, se pravi, 5 obrokov v dnevu, pa lahko mogoče kakšnega vseeno preskočimo. Ja, kot sem rekla, je boljše, da ne, to preprečuje, da se ne bi prenajedli in zato je fino, če imamo vedno pri roki neko hrano, ki nam je slastna, ki ni preveč kalorična. Recimo najbolj simpel je to kakšno sadje, pač nek prigrizek, ki ga imaš lahko vedno s seboj, ali pa tudi zelenjava, ne, včasih kdo rad korenček pohrusta in to je, se pravi, ravno toliko, da potem čez, ne vem, 3 ure, ko pa pride večji obrok na vrsto, ne pojemo vse, kar vidimo. Super, Mojca, pa kar predlagam, da se prestavimo v trgovino in pogledamo, s čim vse si lahko potem pomagamo. Obrokov ne smemo spuščati, zato moramo načrtovati vnaprej. Najboljša ideja je, da imamo vedno pri roki nekaj, kar nam je slastno. Jagodičevje imamo ponavadi radi, zato ker je slastno, sladko in pa takole prije tudi v priročnih embalažah. Evo, maline, borovnice in pa jagode. Zato, ker vedno skrbimo za barvitost na krožniku, izberemo še nekaj zelenega in pa belega oziroma rumenega. Da ne bomo imeli v košarici samo sadja, tudi nekaj zelenjave oziroma nekaj, kar lahko kombiniramo s slanim. Stebelna zelena, kumarce in pa paradižnik. In kadar imamo pri roki takole pisano košarico oziroma, ko imamo to doma na polici, potem se lažje upremo skušnjavam čez dan, pa tudi zvečer. Zdaj, recimo, če bi nekdo rekel, meni se pa ne da več teh nekih specializiranih diet, iti pa gledati, zdaj bom pa pojedel 60 jajc na teden, pa nič drugega, ali pa ne vem, karkoli bo kdo priporočal. Kako si urediti prehrano, kako v praksi izgleda zdravo hujšanje, se pravi, da te dobi dovolj vsega, kar potrebuje, ampak obedem pa da ne stradaš. Ja, mogoče je smiselno najprej pogledati, kakšno funkcijo opravljajo makrohranila, to so ogljikovi hidrati, beljakovine pa maščobe v našem telesu. Seveda si potem lažje tudi predstavljamo, zakaj ni smiselno ogljikove hidrate spuščati ali pa maščobe, naprimer, ali beljakovine. No in če pogledamo, če začnemo z ogljikovimi hidrati. Glavna funkcija ogljikovih hidratov je, da nam dajo energijo. In če mi to energijo porabimo, je to super, če jo pa ne porabimo, jo pa prišparamo za pol. Vi moški na trebuhu, mi ženske na trebuhu in na zadnjici, na bokoh. Tako da smisel ogljikovih hidratov je, da ti da dovolj energije. Če jih ne pojemo dovolj, slabše razmišljamo, smo utrujeni, smo sitni. Ogljikovi hidrati so res pomembni pri hujšanju in tudi preprečujejo prenajedanje. Seveda je optimalno, če mi lahko zbiramo ogljikove hidrate, ki so kolikor se da neprocesirani, se pravi polnozrnate testenine iz stročnic, krompir, riž, torej se pravi to, kar v osnovi razumemo kot ogljikove hidrate. In tukaj bi res jasno in glasno rada poudarila, ogljikovi hidrati ne redijo, tudi če jih zelo veliko pojemo, jih je težko pojesti toliko, da bi se od tega redili. Kaj pa redi je ogljikov hidrat v kombinaciji z maščobo. Se pravi, sladkarije, renstan krompir z ocvirki in tako naprej. In tukaj je potrebno ločiti. Se pravi, jaz bi rekla, mogoče res ni treba pojesti ogromno renstanega krompirja z ocvirki, ampak recimo kuhan krompir z malo masla, pa recimo s peteršiljem, ali pa zdaj, ko je mlad krompirček, spomladi, to je pa pač popolnoma super hrana tudi za hujšanje. Pod ogljikove hidrate spadajo tudi prehranske vlaknine, te so topne in netopne in so super hrana za našo črevesno mikrobioto. To pomeni, da v našem črevesju živijo eni prebivalci, mikroorganizmi in te morajo nekaj pojesti. In če jih hranimo z raznoliko hrano, rastlinsko hrano, potem delajo dobro za nas in to potem vpliva na procese v možganih, na živčevje, na počutje, na kupico enih procesov, na hormonsko ravnovesje in tako naprej. Tako da tudi zato je pomembno, da jemo ogljikove hidrate, kajti ti vsebujejo tudi prehransko vlaknino. Se pravi, ogljikovi hidrati so osnovni, pa še prehranske vlaknine. Kaj pa funkcija potem beljakovin in pa tudi masti, razen tega, da, kot smo slišali, mast pride, reče, kolega, gremo mi maščobo nalagati. Ja, to je slastna kombinacija. Sej maščoba pa še tudi z beljakovinami, zelo dobro. Beljakovine se najlažje predstavljamo kot opeko.
Torej, kot opeko za naše telo. Skoraj vse, kar je v našem telesu, je narejeno iz beljakovin. Nekaj pa tudi iz maščob, seveda. In potem beljakovine sodelujejo v različnih procesih pri našem imunskemu sistemu, pri izgradnji las, pri tvorjenju hormonov, pri tvorjenju mišic, kosti, zob in tako naprej. Torej, nujno jih potrebujemo, ker so to osnovni gradniki našega organizma. Ogljikovi hidrati podelani, beljakovine podelane, ampak zmeri smo rekli, no, ko pa pridejo maščobe zraven, se pa začne juhej, kakšen juhej in kakšen hojladri naredijo maščobe v našem telesu. Maščobe so esencialne, ne seveda vse, ampak omega-3 in omega-6 moramo nujno uživati. In to je najlažje, če jemo oreščke, rastlinska olja, ampak potem včasih kdo vpraša, sploh kak moški, ne vem kaj pa rebrca ali pa čevapčiči, spravi, tam so večinoma nasičene maščobe, ki pa jih potrebujemo veliko manj. Če potrebujemo maščob, recimo 30% vsega, kar pojemo, so lahko maščobe, je od tega 10% samo nasičenih. V praksi, nažalost, to pomeni ena bolj mastna rebrca, pa smo končali z nasičenimi maščobami. Lahko pa pač več pojemo rastlinskih olj, recimo olivno olje, bučno olje je krasno, vsi različni oreščki. Oreščki so posebej fini, zato ker pridejo v kombinaciji in z beljakovinami in s prehransko vlaknino. Hrana pač nekako prehaja med seboj. Tudi na primer ogljikovi hidrati, če izberemo stročnice kot vir ogljikovih hidratov, potem imamo v tem paketku zraven ogljikove hidrate, beljakovino in prehransko vlaknino. Torej imamo tudi en popoln paketek hranil. Super, potem pa kar predlagam, da se spet predstaviva v trgovino in da nam še pokažeš na primerih, kaj točno so določene te skupine hranil in kako jih vpeljati v prehrano. Naslednji makronutrient so maščobe. Poznamo nasičene in nenasičene. Zato, ker v prehrani pogosto pojemo zelo veliko nasičenih maščob, recimo v mesu, je dobro, če so prigrizki bolj polni nenasičenih maščob. In recimo mešanica oreščkov je super kombinacija, zraven poleg maščobe dobimo pa tudi še prehransko vlaknino in pa nekaj beljakovin. Čisti vir maščob pa so olja. V prehrani se priporoča uživanje rastlinskih olj, olivnega olja, jaz sem iz Štajerske, obožujem bučno olje. To olje je tudi zelo bogato z magnezijem in pa z vitaminom E. Beljakovine v naravi najdemo v več oblikah. V mesu, v ribah, v stročnicah, tudi v oreščkih. Meni je najljubši losos, zato ker pride v paketku z omega-3 esencialnimi maščobnimi kislinami. Drugi vir beljakovin so tudi stročnice. Fine so zato, ker pridejo v paketku s prehransko vlaknino in z ogljikovimi hidrati in pravzaprav imamo tukaj v pločevinki popoln obrok beljakovine, ogljikove hidrate in prehransko vlaknino. Pri makronutrientih absolutno ne smemo pozabiti na ogljikove hidrate. Ogljikovi hidrati so v telesu pomembni zato, ker nam dajejo energijo. Lahko zbiramo med rižem, testenino, krompirjem. Recimo moja ljuba izbira so polnozrnate testenine ali pa tudi testenine iz stročnic, ki pa vsebujejo še malo več beljakovin. Ena od stvari, s katerimi se tudi sam dostikrat srečujem, je to, da sploh ne veš, a si res lačen ali čutiš lakoto, ampak bi pa zelo pasal nekaj pojesti. In zdaj me zanima, kakšna je pravzaprav razlika med lakoto in apetitom. Je to pač, ne vem, ti možgani za oboje sporočajo iste stvari ali se dogajajo kakšni drugi procesi zadaj in predvsem kako znati potem tudi ločiti med njima. Ja, mislim, da ne sam tebi, to se nam vsem dogaja. Razlika med lakoto in apetitom je včasih jo je težko odkriti, ampak deva poskusiti. Se pravi, prva stvar je, ko se nam nekaj lušta, je, da spijemo 3 deci vode, pa vidimo, kaj se potem zgodi, ali pa si rečemo, ena krasna zelenjavna juhca, in če je misel v glavi, brez veze, potem gre verjetno za apetit, ne za pravo lakoto. Torej, apetit je bolj kot ne psihološka potreba po hrani, sprožijo lahko, se pravi, neko čustveno stanje, ali pa recimo, a si bil kdaj v situaciji, ko si prišel nekam, pa je bilo na mizi ful ene hrane, pa nisi bil lačen, ampak si pojedel več, kot si recimo želel. Ja, kaj vidiš, kaj rečeš, tukaj je, ne. Ja. Itak imamo še podavati to v glavi, nekako prirojeno, zdaj pa ne sme jeti nič v nič, puščali pa ne bomo, sploh če so nam postregali. Tako. In apetit je pač vezan z vsemi temi procesi, ki jih imamo, ni nujno povezan s fiziološko lakoto. Ampak vseeno je zelo pomembno, če se mi hočemo lotiti apetita, se pravi, da se midva zdaj vprašava, ko stojiš pred to mizo, polno hrane, kako se počutiš, kaj si v resnici želiš, ali je to recimo pohleb, ali je to osamljenost, ker je nek čuden dogodek, pa ne veš, kaj bi se potem zamotil s hrano, ali je to navada. Se pravi, preden gremo mi to zelo natančno razčleniti, kar je bistveno pri hujšanju, da mi vemo vzgibe, zakaj pač smo roko stegnali za neko hrano, moramo seveda preveriti, da nismo lačni, ker
če si ti na nekem pikniku lačen, se lahko midva pogovarjava prejšnji dan do zjutraj, kaj je bilo v tvojem otroštvu, kakšni so tvoji vzorci, kakšna imaš prepričanja, če si lačen in moraš telo nahraniti s hrano. A ne? To dvoje je treba ločiti, se pravi, najprej vedno poskrbimo za telo, ko ne smemo biti lačni, če se nam še vedno nečesa lušta, potem govorimo o apetitu, ta pa ima lahko, se pravi, vzroke v naši mladosti, v navadah, v situaciji, v kateri smo, lahko nas zvoni, privabijo, torej imajo lahko različne vzroke. A ne? Se pravi, ko zagledamo hrano, moramo nekako rata tako malo Marie Kondo pa pogledati, kaj je kar bo v nas zaiskrilo nekaj, kar je pa pravzaprav odveč. Ne? Sam glih kako, a veš, se to odloča ravno, recimo zdaj primer piknika, a ne? Itak ja, najprej bomo pikirali na tisto, kar na meso žara, ampak verjetno so še druge stvari, ki jih lahko pojemo. Ni treba, ne, da če nam že se tam cedijo sline, da se pa osredotočimo sam na eno stvar. Ja, sej apetit se rešuje na ta način. Se pravi, najprej je potrebno ozavestiti, kaj se dogaja. Da nismo na avtopilotu in da ni, da že krbašemo v sebe. Ampak da smo, se pravi, malo bolj premišljeno pristopimo v situaciji in rečemo, ok, lahko pojem to in to, če bom prej pojedel, se pravi, neko solato, ne vem, kaj še tam na pikniku imamo, neko solato, ponavadi, mlado čebulo, paradižnik, fižol. papriko, fižol, recimo. A ne? In potem je fino, da zberemo toliko volje, tukaj pa volja igra, a ne neko vlogo, da pojemo najprej to, kar je zdravo, in jaz bi rekla, neomejene količine zelenjave. Več kot lahko poje zelenjave, boljše je. S tem si najprej kupiš čas, da lahko razmišljaš, a sem že sit ali nisem sit, kaj v resnici potrebujem, a rabim že ta tretji kos mesa danes, ker je ura 5 popoldne, pa sem že za kosilo recimo imel meso. Pač, da malo razmisliš, a ne? Napolni si želodec, se pravi, volumensko je želodec poln, to pomeni, da so pač signali za apetit malce bolj utišani, a ne? In potem, ko to pojemo, potem se pa odločimo, ok, zdaj bomo pojedli to, kar je za mene sladica, a ne? Za tebe bi bil kos mesa, za mene bi bil torta, tiramisu, pač kar se najde na pikniku, a ne? Tako da, zdaj si mi dala super idejo, veš, to, za mojo gorenskost tudi. Veš, kad bom naslednjič, ko bom piknik imel, bom rekel, lejte, jaz sem tam Mojca rekla, najprej zelenjavo, pa bom postregel celo mizo zelenjave. Imam boljši predlog. Pa na koncu pa 2 čevapčiča, bom rekel, zdaj ste siti, si jih lahko razdelite. A ne? Ne, boljši predlog je to. Na take zadeve ne smeš priti lačen, torej gostje morajo doma jesti. Tako, morajo priti siti na piknik. Super. Recimo, da se odločimo, da bomo pred piknikom jedli doma, ali pa tudi potem na pikniku, verjetno obstaja pa neko razmerje, ki ga lahko preračunamo na približno, koliko določenih prehranskih snovi potrebujemo oziroma kako jih damo v razmerje. Ja, absolutno. Se pravi, lakote se lotevamo z pravilom 25-25-50. To pomeni, da ko imamo pred sabo krožnik, imamo na njem 25% živil, ki vsebujejo beljakovine, spravi ribe, meso in tako, 25% živil, ki vsebujejo ogljikove hidrate, krompir, testenine, riž in tako, in pa 50% zelenjave ali pa tudi kakšno sadje pa še zraven. V praksi bi to pomenilo, preden pridemo k tebi na piknik, doma pojemo juho, solato, kaj bomo rekla, kuhan krompirček z nekimi začimbami in pa recimo piščančje bedrce. In to je, se pravi, popolno uravnotežen obrok, da po njemu nismo lačni. Potem se pa lahko samo še ukvarjamo s tem, kaj se nam lušta. Super. In to so potem ukrepi, ne, s katerimi tudi rečemo malo apetito. Ne. Lej, ni to nujno. Tako, sigurno. Potem pa kar skoči v trgovino in pogleda teh 25, 50, kako se sestavi v celoto. To pomeni, da imamo na krožniku 25% živil, ki vsebujejo beljakovine, 25% tistih, ki vsebujejo ogljikove hidrate in pa polovica krožnika naj bo narejena iz zelenjave pa malo sadja. Ta košarica predstavlja nakup, kako bi lahko si doma naredili obrok po principu 25, 25, 50. Torej imamo vire ogljikovih hidratov, vire beljakovin, in pa veliko zelenjave in malo sadja. Ena od stvari, s katerimi se vsi srečujemo, je to, da se čez dan paziš, merkaš, ne, mogoče še reči, pa se zdaj pa ne potrebujem toliko, ne, se mi bo uspelo zdržati na teh 3 grizinih in 4 šparglih. Potem pa pride zvečer domov in ni tak je stres, imel si, ne vem, šef te je nadrl oziroma, ne vem, si čakal, da ti pošljajo neke stvari, brez katerih nisi mogel nadaljevati svojega dela. Otrok pride in reče, jaz imam pa še 16 strani naloge za narediti, ne, in ti si že počasi čutiš to paro, ki ti gre iz ušes. In potem pa ponavadi te kar ponese proti hladilniku pa rečeš, ok, zdaj se bom pa jaz malo čisto podzavestno,
mogoče mi bo pa to pomagalo, da se bom boljš počutil. Ne? Kako se že čez dan pripraviti, da zvečer ne pridemo v tak položaj? Ja, jaz kar sočustvujem. Zdaj, ko te poslušam, se mi zdi tako, to se meni pogosto zgodi in to je tudi najbolj pogost stavek, ki ga slišim v pisarni. A ne, kaj mi rečejo, se meni čez dan še neko gre, sam zvečer. Ja, zvečer je pa treba. Tako, zvečer je pa treba nekaj pojesti. Ne? In resnica je, da če ga biksaš zvečer, če zvečer izropaš špajzo, izprazniš hladilnik, si najverjetneje neki delo narobe čez dan. In to je pogosto kakšna solata s piščancem, ko nima dovolj kalorij, velja za kakor nek zdrav obrok, nizkokaloričen in primeren za hujšanje, ampak je premal in potem pač zvečer, ko pridemo malo v stik s svojim telesom, pač postanemo lačni ali pa imamo velik apetit. Tako da, kakšni so pa potem načini? Bi nam lahko mogoče pokazala, kako sestaviti jedilnik za čez cel dan, zato da zvečer ne bomo kot zombi zalutali v špajzo in se drli hrana. Ja, greva pogledati tako. Se pravi, poglejmo, kaj je za zajtrk, malico in tako. Se pravi, za zajtrk je fino, če jemo nekaj, kar vsebuje ogljikove hidrate in beljakovine in prehransko vlaknino, torej karkoli pravzaprav želiš. Lahko so to filane paprike, lahko je to malo golaža, lahko je kruh, pršut, lahko so jajčka, lahko so kaše. Spravi, pravzaprav karkoli, kar je uravnoteženo, pa da ima omejeno količino kalorij glede na tvojo višino gibanja in tako naprej. Za malico ponovadi zberemo nekaj surovega ali pa kakšen jogurt, recimo, če imamo občutek, da ne bomo dovolj beljakovin pojedli, potem kakšen grški jogurt, drugače pa kaj surovega, to je pač vedno super kombinacija. Tudi, če nismo fulačni, korenček, ni slaba izbira. Zdaj imamo tle ljudi, ki gledajo in reče, tatart za malico. No, v resnici, če želiš jesti tatarski biftek za malico, če zraven poješ recimo papriko, ali pa recimo, kaj bi šlo zraven, to dvoje recimo v redu kombinacija. Ja, ali pa na zeleno. Ali pa na zeleno, recimo, jaz bi dala kljukico, je v redu, ampak je treba preračunati količino, ker to ni samo meso, je še kaj drugega noter, še kakšna maščoba. Ampak to bi bil v redu obrok, recimo za malico. Za kosilo ponovadi svetujemo 2 zelenjavi, zato da smo pač siti od zelenjave, oziroma ne siti, ne lačni od zelenjave in nek ogljikov hidrat, recimo testenine s paradižnikovo omako, rižota z gobicami, ajdova kaša z nečim, različne stvari, v glavnem ogljikovi hidrati in ponovadi rečemo juha in solata. In to je volumensko dovolj. Lahko damo zraven tudi kaj beljakovin, če želimo, ni nujno, odvisno kaj smo jedli za zajtrk pa za malico. Potem pride druga malica, pogosto je 5 obrokov za hujšanje pač optimalno, spet ali jogurt ali neko sadje, ali pa recimo dušeno sadje z grškim jogurtom je tako slastno. Lahko tudi pojemo vrstico čokolade pa neko sadje zraven. No, ampak če jemljamo čokolado, verjetno se potrudimo, da vzamemo eno z visoko vsebnostjo kakava in ne kakšnih takih čist cukrastih mlečnih. Zelo odvisno. Spravi, če jaz napišem jedilnik in je čokolada v jedilniku, je lahko tudi Kinder, kjerkoli čokoladica, ampak določimo količino. Količina je ponovadi 1 vrstica. Ker pri hujšanju je pomembno, da mi malo razmišljamo o našem čustvovanju, odnosu do hrane, da si kaj prvošmo. In potem drug dan rečeš, jaz sem pa malo jedel med vrsticami. Joj, ne, 1 vrstica bo dovolj, ampak lahko recimo vsak dan, vrstica z nečim, z jagodami, naprimer, ta kombinacija lušna ali pa z banano. No, za večerja je pa pomembna, ravno zato, ker zvečer zgubljamo malo voljo in je pač težko se natančno držati in je fajn, da nimamo veliko manevrskega prostora in za večerjo rečemo beljakovina plus zelenjava. V praksi to pomeni recimo ribica z blitvo ali pa recimo kakšna dobra pečena zelenjava z piščancem, jajčna omleta tudi lahko, juhica dobra recimo z mesom, kurja juha z mesom, ribja juha. Če pa smo zelo lačni, je pa lahko in juha in zelenjava, so pravi solata, in pečena zelenjava, in še kos mesa zraven. Tako da volumensko je veliko, res pa to ni ta hrana, ko bi bila za pred televizijo, ampak je pač... Ne, jaz ker se tako sedem pred televizijo, pozamem krožnik juhe, pa nudelce vam pobiram. To je nekaj čist. Za večerjo rejš ne nudelce, to rejš za kosilo, za večerjo pa rejš kakšne koščke mesa noter. No, super. Zdaj sva izvedla veliko stvari, mislim, ti si jih vedela, predvsem gledalke pa gledalci so izvedeli veliko novega, tako da zdaj se pa kar odpravaš v trgovino, kjer nam boš na primerih pokazala, kaj dati v kakšen obrok. Fino je, če pri razmišljanju o obrokih vedno začnemo z barvo, zato bomo danes za zajtrk začeli z rdečo barvo. Najprej papriko, potem pa bomo to papriko nadgradili v super hranljiv zajtrk. Kot vir beljakovin bomo za naš zajtrk izbrali pršut.
Pri pršutu pazimo, da vsebuje samo svinjsko stegno in pa sol. Za vir ogljikovih hidratov pri našem zajtrku ob pršutu in papriki pa bomo zbrali še en zdrav kruhek. Za malico ponavadi izbiramo ali nekaj beljakovinskega ali pa nekaj surovega. Beljakovine ponavadi izberemo takrat, kadar tisti dan ne bomo jedli mesa ali ribic, sadje pa, pravzaprav je sadje vedno dobra izbira za malico. Ko razmišljamo o kosilu, spet razmišljamo o barvah. Torej, začeli bomo z oranžno barvo s korenčkom. Dodala bom še gobice. In pa šparglje. Pri pripravi hrane probamo vedno izbrati lokalno in pa sezonsko. Kot vir ogljikovih hidratov, ki so bistveni pri hujšanju, zato ker nam dajo občutek sitosti, bom zbrala lečine testenine. Za večerjo pri hujšanju izberemo beljakovine, v kombinaciji z zelenjavo. Za beljakovine bom jaz zbrala kozice. Za prilogo s kozicami sem si zamislila špinačo v kombinaciji s peteršiljem in pa cvetačo. Ki je težka. Kadar se odločimo, da bomo skušali jesti bolj zdravo, ker se odločimo, zdaj bomo pa malo skušali, pa to, ponavadi stvari jemljemo zelo binarno. Se pravi, treba se je 100% držati in takoj, ko se ne držiš, se včasih se zdi, o moj bog, to sem pa zdaj zavozil, obupaš, rečeš, ne bom se več matral, vse je pretežko. Ampak verjetno tudi, če en dan vseeno malo popustiš, je bilo nekaj, kar te je premamilo, ker se nisi mogel upreti tam neki hrani hudi, ki je tam ležala na mizi in se ti je smehljala, češ pojej me, saj me lahko. Verjetno potem vseeno lahko drug dan to na kakšen način popravimo, ali je vse že nepovratno zavoženo. Konec, zavedno. Konec, a ne? Ne, absolutno. Tudi recimo dober jedilnik mora vsebovati prekrške notri ali pa mora vsebovati hrano, ki jo imaš rad. In tudi je treba razmisliti, kaj sploh je prekršek. Če ti zamenjaš črno čokolado za mlečno čokolado, to ni prekršek. To pač ni čisto po pravilih, ampak to ni prekršek, ki bi ga mogel popravljati. Za nek prekršek, ki ga popravljamo, šteje, kadar pojemo več hrane, kot smo jo načrtovali, ali pa res zelo drugačno. Recimo, če bi cel dan živeli na čipsu, bi to bilo fino drug dan malo popraviti. Ali pa če bi recimo pojedli trojno kosilo ali pa nek piknik, pa 2 sladici in tako naprej. Mogoče me čisto zanima, ker sem nekaj tudi slišal, to se pravi, da važno je, da ti približno si veš, koliko imaš na dan, koliko kalorij potrebuješ in da če si daš nekih 20% recimo nekih živil, ki niso nujno čist polnovredna, ampak so tudi predelana, da to še zmeraj nekako gre za čisto lepo skozi. Ja, mislim, to so neke ocene, educated guess, rečemo temu, da je 20-80 neko tako pravilo. Jaz se popolnoma strinjam, zato ker je nerealno v tem svetu, da ne bi nikoli pojedli nič nezdravega ali pa neprocesiranega. Ampak treba biti pošten in nikoli ne veš, kje si, ali si na 20 ali si na 50% nezdrave hrane, če nimaš prehranskega dnevnika. Ampak to pravilo načeloma drži. Pa še ena stvar mogoče, ki se tudi dostikrat zgodi, tudi in polet na piknikih in pred novim letom decembra, ko se pripravljamo, kadarkoli bodo ljudje tole gledali, je pa potem tudi alkohol. Ker alkohol pa si rečeš, sej je to samo neka tekočina, koliko pa malo, ampak alkohol ima zelo veliko teh, če se prav spomnim, da se temu reče prazne kalorije, ki nam nič ne dajo v resnici. Ja, najbolj enostavno je reči, to sicer zelo zaokrožimo, ampak da ima ena pijača, ne govorimo o koktejlih, ti so bolj kalorični, da ima recimo 100 kalorij. To je najbolj preprosto. Zdaj spet odvisno, če ste pri nas na Štajerskem, bo kozarc vina imel več kot 100 kalorij, če ste pri nas na Gorenjskem, je mogoče manj. Pri nas na Gorenjskem si poznamo to šalo, voda pa pol zelo udar človeka po hrbtu, da ga zapeče, kada je šnop smel. Pol je boljš pri vas za hujšanje. Absolutno je, alkohol spada v kategorijo živil, ki jih ne želimo preveč uživati, ko hujšamo, predvsem zato, ker je to strup. In druge stvari čakajo. Alkohol ima prednostno zanko in se najprej presnavlja, ker ga mora telo spraviti ven. In vse ostale stvari čakajo in zavira hujšanje. Tako da alkohol... Tako da jaz bom sam to rekel, to ne pomeni, da pijete alkohol na prazen želodec, ki ne prebavlja drugih stvari telo takrat, prosim. Ja,
Rajši ne, a ne. Ampak tudi, a ne, če je pač alkohol načrtovan v jedilniku, jaz sem sicer tukaj mogoče kar stroga, no, bi rekla, da rajši vidim, če je čokolada kot alkohol, ampak recimo kozarec 2 na teden, morda bi še lahko nekako dali to v jedilnik, a ne. Več pa res ni smiselno, ne, pri hujšanju. Ampak če pa recimo smo ga res polomili, se pravi, smo se najedli sladkari, smo se malo napili ali pa fejst napili, pa še veliko mastnega smo se najedli, je treba drug dan telo pripraviti do tega, da bo porabil to, kar smo prejšnji dan vnesli. In potem temu dnevu se reče, mi temu rečemo, pač v naši praksi rečemo temu sanacija, torej kako bomo popravili prejšnji dan. In tisti naslednji dan se probamo izogibati hrani, ki ima veliko kalorij, torej absolutno alkoholu, absolutno sladkarijam, pa tudi izjemoma ogljikovim hidratom in pa prevelikim količinam maščobe. Se pravi, tisti dan za zajtrk recimo pojemo jajčno omleto brez kruha, izjemoma brez kruha, za malico pojemo sadež ali jogurt, za kosilo pojemo recimo izjemoma spet recimo solato s piščancem ali pa neko juho ali pa ne vem, pečene kozice z neko drugo zelenjavo zraven. Malico ponovimo spet, torej ali sadež ali jogurt, in za večerjo lahko ponovimo kosilo, torej zelenjava plus beljakovina, ampak lahko v drugi obliki. Lahko pojemo, če smo jedli, ne vem, solato za kosilo, lahko pojemo juho z mesom za večerjo. In potem je ta dan nizkokaloričen, ker hočemo nekako prisiliti telo, da bo energijo, ki si jo shranil v glikogenske zaloge, torej to energijo, ki jo porabljamo za zdaj, ko mi dva govoriva, mahama z rokami, da jo porabi in da se ne shranjuje, da se ne naloži v maščobne zaloge. Se pravi, če je bilo preveč, probamo popraviti, ampak zdaj glih to, kar si razlagala o tem kopičenju, zalog. Še ena stvar, ki sem pa zdaj tudi, da jo pa nismo omenila, pa bom tudi spet z tega svojega laičnega vidika poprašal, je, pač, če res stalno jemo premalo, ko skušamo hujšati, a ni tudi tako pol, da telo nekako pogruta, moj bog, premalo imam, moramo kopičiti, da ne bi zmanjkali, ne, da dejansko lahko celo kontraefekt povzročimo. Ja, ne sicer takrat, ampak kaj se zgodi s telesom? Se pravi, naše telo je navajeno na določeno število kalorij in je naše življenje temu prilagojeno, recimo, zdaj se ne vidim, ampak lahko, da bi takole z nogo delala po tleh, da bi se fejst premikal, in ponavadi naše telo, kadar imamo dovolj hrane, imamo ogromno teh nekih nezavednih gibov. Te gibi, ko smo mi na nizkokalorični dieti, se zmanjšajo podzavestno in s tem se v bistvu zmanjša naš metabolizem, porabimo manj energije, to je lahko tudi do 200 kalorij. In zato se zgodi, da ljudje, ko grejo na nizkokalorične diete, se enkrat ustavi, ker se nevede njihovo telo prilagodilo nizkemu vnosu energije. In zdaj, kaj je rešitev? Rešitev je cik-cak, to pomeni en dan malo več, en dan malo manj, pa imamo kak prekršek, pa imamo malo sanacije. Se pravi, da naše telo bo vedno dobil malo manj, kot potrebuje, se pravi, da bo kuril zalogo. Istočasno pa ne ve čisto točno, koliko bo dobil in se potem ne more absolutno prilagoditi na ta manjši vnos. Zdaj pa, če smo že naredili prekršek, pa poskrbimo še za sanacijo. Podpravimo se torej na avtoceste naše prebave in saniramo to zdaj v trgovini. Evo, gremo pogledati, kako izgleda jedilnik za sanacijo. Če smo prejšnji dan pojedli preveč oziroma tisto hrano, ki si jo res nismo želeli, pa se je nekako nismo želeli ali pa nismo mogli izogniti, potem je dobro, če imamo danes sanacijo. Naj vam pokažem, kako izgleda učinkovita sanacija. Za zajtrk je fino, če pojemo jajčka z zelenjavo, vendar brez kruha in pa brez preveč maščobe. Malce olja damo na ponvico, ko pražimo in pečemo, ampak to je to. Za malico pojemo jagodičevje, lahko v kombinaciji z jogurtom, ali pa samo jagodičevje, ali pa samo jogurt, ampak ta kombinacija je ponavadi bolj okusna. In ker ta dan ne uživamo zelo veliko maščob in ogljikovih hidratov, je pač dobro, da si naredimo vsak obrok slasten. Ker smo prejšnji dan verjetno pojedli preveč maščob in preveč ogljikovih hidratov, se danes koncentriramo na to, da porabimo zalogo od prejšnjega dneva. Torej, danes za kosilo je zelo dobro, če pojemo kakšno solato z virom beljakovin, lahko z lososom, lahko s piščancem, s kozicami, kar nam je pač ljubo. Večerja je pri sanaciji najbolj pomembna, kajti to, kar jemo zvečer, bistveno vpliva na to, kaj se bo drugi dan pokazalo na tehtnici. Zato priporočam kakšno dobro juhico, recimo iz gomoljne zelene, iz brokolija, in lahko gor posujemo malce oreščkov, tako da malo hrusta pod zobmi, da ni tako dolgočasno. Mojca, najlepša hvala za vse te nasvete, ampak na koncu zmeri potegnemo črto in rečemo, če bi si morali zapolniti samo eno stvar, ki smo jo danes omenili, kaj je najpomembnejše? Pri hujšanju je najpomembnejše načrtovanje. Če ne bomo načrtovali svoje hrane, bomo ostali ponavadi brez in bomo pojedli nekaj, kar najverjetneje ne bo pripeljalo do
nižje telesne teže. Super. Najlepša hvala, ker si bila z nami. Mi pa se vidimo v naslednji oddaji Špar podcasta Več vem, bolje jem. In če vas zanima še kaj več o stvarih, o katerih smo se pogovarjali, pa ste lepo povabljeni na Šparovo spletno stran Več vem, bolje jem, ker boste našli še druge članke, s katerimi boste poglobili svoje znanje in boste seveda jedli bolje. Hvala in adijo.